Snemamo, ok, živijo sem spet, pozdravljam spet nazaj na mojem kanalu. Današnji video oziroma tokratni video bo v bistvu sestavljen iz večjih vlogov, mini vlogov, dnevnih vlogov, če hočete, ker sem se odločila, da posnamem moje oziroma najine s Klemnom priprave na najino potovanje, ki ga imava konec januarja. Danes smo, mislim, da je 8. januar, torek, in ker grem danes jaz že na prvo tako storitev, tretma, ali kakorkoli bi lahko temu rekla, zaradi potovanja, sem se odločila, da pač danes začnem to snemati in bom potem iz vseh takih malih delčkov sestavila celoten vlog. Tako da, zdajle najprej s Klemnom bova skočila še na Palmo urediti zadnje stvari. Treba je še do konca plačati. Ampak ja, pa je pa to, potem popoldne grem pa na nego obraza. Zdaj o tej negi obraza sem jaz že govorila in sicer to je aqua peeling. Aqua peeling, sploh ne vem, kako naj vam to razložim, pač dejansko se pravi, z vlečenjem oziroma z vakuumom iz kože pač posrkajo vse nečistoče. Bom valjda probala posneti vmes celoten postopek, oziroma vsaj del postopka, no, celoten postopek mislim, da traja slabo urco, tako da mogoče bo to malo preveč za vključiti v vlog, ampak kakšne izseke bom noter vključila, no. Jaz hodim v kozmetični salon, ki se imenuje Kozmetika Sia, v Šiški v Ljubljani, sem pa prepričana, da storitev izvajajo tudi kje drugje, tako da dajte pogooglati, če vas zanima. Cenovno pride mečkan dražja ta nega obraza, 85 € dam jaz le v Šiški, ampak res dobro naredi kožo. Jaz sem se odločila, da grem ta teden, ker 19. januarja pač odpotujeva. Moja koža nekje rab en teden, da pač se nazaj spet postavi v ful lepo. Mislim, že naslednji dan je ful lepša, kakor en dan pred nego obraza, ampak po enem tednu se pa res pozna, da sem bila na tej negi obraza in je tako nerealno lepa. Zdajle sem dobila mičken teh nepravilnosti, malo mozolčkov se mi je spustil, ampak ker je pač tisti čas v mesecu, tako da je bilo pričakovati. Ampak ja, rekla sem, da bi rada pred najinim potovanjem to naredila, zaradi tega, ker kadar grem na avion ali pa tako v tujino, se mi ali zaradi stresa ali enostavno zaradi suhega zraka na avionu in tako naprej radi pojavijo mozolčki, tako da sem rekla pač, da grem spucati vse nečistoče ven, da ne bo pol na potovanju kakšnih izbruhov, ker si ne želim tega. Planiran imam pač tudi nositi malo manj make-upa mogoče čez del potovanja, tako da bo to zelo pripomoglo k temu, da bom lahko imela lepo kožo pač tudi brez pudra. Tako da ja, to je v glavnem uvod v ta video. Zdaj pa šibam v BTC na Palmino, oziroma v Palmino poslovalnico, da se vse do konca uredimo. Mi se pa vidimo na negi obraza. Dobro jutro. Evo, jaz sem rekla, da se mečkan javim, preden zaključim tale vlog. Kakor ste lahko videli, ja, don't mind my face, ura je sicer 8 zjutraj, ampak potem sem šla na nohte, kakor ste lahko videli. Zdaj malo me je kamera zafrkavala.
Tako da se je nasred ustavila in ste videli samo polovični posnetek tega dela oziroma nohtov. Kakorkoli, bila sem na nohtih, torej, potem pa še včeraj sem bila pa še na depilaciji pri Nini v kozmetičnem studiu Jordan. Ona je uvoznica pa distributerka za Lycon voske. Zdaj tisti, ki ne poznate teh voskov, to so pač najboljši voski za depilacije ever, zaradi tega, ker ful manj bolijo, kot vsi ostali. Oziroma, jaz sem sprobala sladkorno pasto, pa te navadne voske, ki se gor tako namažejo kot v tisti rolci, no, ki jo se grejejo in potem s trakom dol potegnejo. Jaz sem šla na cele noge brazilko in pa z duha in moram reči, pač Nina itak obvlada svoje delo, tako da te zamot, sploh veš nekdaj si konc. In ja, ful dobra punca, poslovna ženska, res dobro naredi, tako da jaz ful priporočam, da če iščete nekoga za depilacijo. Ona je sicer locirana v Ljubljani, ampak ima tudi po celi Sloveniji pa po celem Balkanu praktično je razširila te voske, Lycon, in sem prepričana, da kamorkoli boste šli na depilacijo s temi voski, boste zadovoljni. V glavnem, tudi ta klip ste videli zdaj, ko sem ga noter vključila. Kaj sem že hotela povedati? Update glede naju s Klemnom. Klemen je ta teden v ponedeljek kar precej zbolel. Najprej sem mislila, da je sam ful močen prehlad, pa se je na koncu včeraj izkazalo, da je bakterijska okužba. Je dobil antibiotike in to 3 dni, preden imava midva odhod na potovanje. Ampak, hvala Bogu, ker boljše se je to zdaj zgodilo, preden greva. Dobil je antibiotike, ene ful močne, sumametne, in če poznate, to so dejansko tako močni antibiotiki, da jih je treba jesti samo 3 dni, v bistvu 1 tableto na dan, 3 tablete poješ in ne bi bil dober. Tako da to, on je zdaj pač doma, počiva, spakiran imava več ali manj vse. Jaz vas bom zvečer, pač, ko bom še zadnje stvari noter pakirala, mogoče vam malo pokazala, kako zgleda kufer, oziroma kaj vse sem s sabo vzela. Če pa ne, bom pa itak verjetno vlogala na potovanju, pa bom sproti tam pokazala. Ful sva malo spala ta teden zaradi Klemnove bolezni, pa zaradi nasplošno vsega tega, ker letava gor pa dol k kure brez glave, ker je pač valjda vse treba zadnji trenutek urejati. Jaz sem smotana, sem si vse to pustila za zadnje 3 dni, ampak okej. Tako da ja, zdajle še tukajle urejam še zadnji video, oziroma ne lažem, predzadnji video, ki ga hočem urediti, preden odpotujeva. Ta zadnji video, ki ga bom urejala, je tale vlog, ki ga zdaj gledate. Ker želim to vse imeti vnaprej pripravljen, da ko bom na potovanju, lahko samo objavim in boste vi imeli nov video na YouTubeu. Tale trenutno, ki ga urejam, je clothing haul, tako da ne vem, a bo šel ta vlog prvo gor, a bo šlo prvo tisto gor, tako da na mojem kanalu lahko pogledate. In ja, to je to za zdajle, jaz grem naprej urejati vlog. Se pa vidimo še danes zvečer, ko pridem domov, ko bom pač pakirala do konca, pa da zaključimo tale vlog. Ni neki ful dolg, ampak v bistvu samo toliko sem vas hotela s sabo vzeti na vse te priprave, jaz temu rečem, za potovanje. Mogoče pa komu prav pride, pa pač bo pred svojim naslednjim potovanjem, ki je od tega tudi mu prav prišlo tako. Ok, zdaj grem pa vlog urejati, oziroma lažem video urejati, pa se vidimo mečkam kasneje. Ok, situacija je sledeča. Pakiram make-up kar na tleh, ker ga imam čist too much, da bi to delala na mizi. Pač zelo težko je spakirati make-up in vse, kar rabim za make-up za 14 dni. Ampak, ok, čopiči oprani in se sušijo. Tukaj imam vse za oči. V glavnem, tukaj noter so vse paletke, ki jih bom vzela s sabo. Tale paletka je od Zoeve za obrvi. Potem sem vzela mojo tole z paleto, ki ima noter v bistvu
od Anastazije Beverly Hills, pa mislim, da Makeup Geeka senčke v otenkih, ki jih jaz po večini največkrat nosim. Tele itak pašejo na načeloma vse, kar dan gor. Te so pa pač klasične rjavi toni. Potem sem vzela od Meka tole mojo, ki sem si jo sama sestavila z blushi, bronzerji in pa enim contouring produktom. Tako da to. In potem sem vzela za contouring še tole paletko od Makeup Revolutiona, zaradi tega, ker ne vem, če mi bo ta zadost temna, ko bom potemnela na soncu, tako da bosta te dve sigurno. In pa tole mojo paletko, ki sem si jo kupila, če ste jo mogoče videli v unem videu z Makeup haulom. Tale je od Dose of Colors od Desi X Katie in je takale, tako da ima noter v bistvu tudi te Pop of Color, če slučajno se mi kdaj zazdi, da bi imela modro ali pa kaj tazga tako. Tako da to so paletke. Ves ostal make-up je šlo v tole torbico, prozorno, kar sem ful vesela, da sem tle noter načeloma vse spravila. Ampak, kakor vidite, no, ful enih trepalnic, ful enih bronzerjev, blushov. Tole je še, kar moram še sabo vzeti, se pravi čistilo za čopiče, en fiksirni sprej, tale je od Urban Decaya All Nighter, moj najljubši, in pa valjda od Maca Fix Plus, ki je pač obvezno. Tako da. Končno, evo, ura je zdajle 10:30 zvečer, kufri so spakirani, ročna prtljaga, moj kufer ta velik. Tukaj imam nova ročna prtljaga zaenkrat še prazna, zaradi tega, ker bo mogoče celo samo ruzak gor vzel, to bova še videla. Zdajle ga čakam, da se vrne iz ene tekme, ki je šel gledati, v glavnem njegov kufer. Make-up sem dejansko spravila, kakor sem pregovorila že, samo v tole. Tole bo moja torbica za na avion, ki jo bom poskušala skriti pod pulover, oziroma pač, če ne bo šlo drugače, bom dala noter v kufer, ker tukaj je še ful placa, ampak problem je, ker je ročna prtljaga pri Emiratih omejena na 7 kg, tako da bomo videli. No, tukaj je pa najin kotiček vse celotne tehnologije, ki se trenutno fila, zato da bojo baterije napolnjene in ready to go, takrat, ko bova hotela kaj posnet. Ja, TV mi tlele dela, v glavnem, da še to pokažem, kaj sva bova sabo vzela. Torej, GoPro-ja, tukaj se fila z 3 baterijami, pa tole pač ohišjem. Tole je praktično vse, kar bova uporabljala za GoPro-ja, od tega selfie stika, ki je za v vodo, do nekih teh trakov, ki se jih lahko da na rame, na glavo, na roke, kakorkoli. Tale nastavek moram dati še prekuhati, da se spuca. To je za v usta, dejansko za v vodo, da baš kao roke frej, kakorkoli. Tole je za fotoaparat, ta je za GoPro-ja za v vodo, da ne potone. Pa ful je cute, ko pride v taki torbički, tako da je v bistvu ful dober. Ok, pol mava drona, oziroma dron, pa tukaj not so baterije, pa tale daljinc. Tukaj le filam pa še moj powerbank, kakor sem rekla GoPro-ja, pa moje Bluetooth slušalke, pa Klemnov računalnik, oziroma ta mal računalnik bova še sabo vzela, zaradi tega, da jaz lahko ali videe urejam, oziroma da lahko sprazneva SD kartice na zunanji trd disk. Tako.